Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu na koprski Bonifiki, kjer bomo torej pospremili še zadnjo tekmo v tem jesenskem delu državnega prvenstva, zadnjo tekmo 20. kroga. Pohodil Kos brez prekrška. Zdaj lepo za Lotriča, tole je lahko nevarno, Lotrič lahko strelja, Lotrič išče prostor za strel, Lotrič in obramba Davida Adama. Pa še vedno čakamo na prvi zadetek, 27. minuta v prvem polčasu teče, Barišič je ukradel žogo Karničniku, Koli lahko strelja, Koli in mimo desne vratnice gola. Karničnik je zdaj krenil nasprotnikovo polovico. Našel Lotriča, podaja pred gol, to je priložnost in rešil je tam na golovi črti. Mislim, da Palčič po strelu Cipota. 1-1 zdaj s Bručičem, Žiga Kos, igrava Kos, tole je priložnost in vratnica. David Adam in vratnica. Podaja proti Osudžiju. Oziroma proti Koliju, se opravičujem, zdaj pa je vzdignil zastavico. Če sicer dobil zračni dvoboj, toda Koprčani so žogo zapravili, Osudži proti Barišiču, to je vselej nevarno, Barišič je v kanskem prostoru, Barišič strelja z težkega položaja v Karničniku. Merac, visoka podaja, priložnost in ali je to vodstvo Kopra? Da! 1-0 za Koper, Koli se veseli. V 58. minuti so Koprčani uspeli kronati dole svojo premoč in vendarle povesti z 1-0. Bo pa zanimivo videti, kaj vse se je dogajalo pred vrati in ali je žoga resnično v celoti prešla golovo črto. Videli ste tudi tifoze, tu so tudi ostali koprski privrženci, ki zdaj seveda slavijo. Pucko, večkrat smo že videli to v tej sezoni na najrazličnejših tekmah. Bobičanec oddaleč, priložnost in tu je gol Husejnoviča. Lahko, če sem se ravno to spraševal pred nekaj sekundami, smo zdaj ekspresno dobili odgovor. Nardin Husejnovič in v 81. minuti izenačenje na Bonifiki. Zdaj je Husejnovič zabil že svoj 5. zadetek na medsebojnih obračunih teh dveh ekip. Prvega tudi v dresu Mure. Luka Bobičanec pa je takole sprožil z več kot 30 metrov. Napaka Davida Adama. Kos. Dio Cipot je krenil, Bobičanec in 2-1 za Muro. Luka Bobičanec je v samo nekaj minutah skreiral izenačenje in zdaj zabil še zadetek za popoln preobrat v Kopru. Dejal sem, da lahko ta tekma ponudi še marsikaj, da je tudi časa še dovolj za praktično vse in to je zdaj Mura potrdila s preobratom na Bonifiki. Luka Bobičanec, ki se je vrnil po skoraj 4 mesecih, pa je takoj pokazal, kako zelo so ga Muraši pogrešali. Z težkega položaja je tule nekako našel pod žogi v mrežo, pod prečko. Kako prikladno za Peris. Meča je pred Murinim golom, priložnost za Koper, izenačenje! Izenačenje, kdo drug kot Žužek v tej prekinitvi. Branilec, ki se zna odzvati pri tovrstnih zadevah in v 95. minuti je Koper prišel do izenačenja. Zoran Zeljković se s svojimi fanti jesenskega naslova sicer ne bo veselil, kajti točka bo premalo, ampak glede na vse, kar smo videli
V zaključku tega dvoboja bodo tudi Koprčani zadovoljni s točko. Tole poglejmo še enkrat, kako se je odzval Žužek. Najprej sicer odbita žoga, potem pa strel koprskega branilca. Od nekoga se je žoga sicer odbila za hrbet Zalokarja. Tule bomo bolje videli. Ja, v moji družbi najprej domači strateg Zoran Zeljković. Zoran, ena res fantastična tekma za zaključek tega jesenskega dela, vsaj gledano strani gledalcev. Kako ste vi na koncu zadovoljni s tole delitvijo točk? Dobro, na koncu moram biti zadovoljen. Žal mi je, ker smo pač vodili, imeli vse v svojih rokah, ampak na koncu smo imeli tudi kanček te sreče. Mislim, da je na koncu tudi rezultat dokaj realen. Mislim, da nismo, se pravi, ekipi Mure veliko pustili. Oni so vsako našo napako kaznovali. Vidi se, da so v tem trenutku bolj izkušeni. Imajo, bom rekel, več tega treninga v nogah, ampak naša ekipa je v izgradnji in nekaj sem prepričan, da bomo mi iz tega prišli še močnejši. Jesenski del ste zdaj končali na drugem mestu, ampak če potegnete črto, kako zadovoljni ste lahko z doseženjem v tem delu sezone? Ja, ne glede na vse, mislim, da smo, glede na to, da smo veliko število igralcev pripeljali na novo in tako, kot sem rekel, da smo v neki izgradnji, mislim, da smo dobro delali to polovico, ampak še enkrat na koncu bomo sešteli, kdo je živ, kdo je mrtev, tako da veliko je točk še v igri in še enkrat mislim, da imamo dobro ekipo in da lahko to dokazujemo iz kola v kolo. Kaj še recimo Koprčanom manjka po vašem mnenju, da bi takšne tekme, ki so nekako 50-50 tekme z resnimi evropskimi tekmeci, nekako na koncu odločili v svojo korist? Dobro, morate vedeti, da je pač veliko igralcev prišlo iz druge lige. Druga liga je prva vseeno malo drug nivo. Te fante nimajo toliko izkušenj in tako, kot sem rekel, to je en proces, ki ne gre čez noč, ampak jaz verjamem v nas, verjamem v fante in verjamem, da bomo boljši. Najlepša hvala na srečno nadaljevanju sezone. Ja, še enkrat lepo zdrav z oba igrišča. Ante Šimundža v moji družbi. Napovedovali smo nekako dinamično, zanimivo tekmo. Gledalci so na koncu zagotovo to dobili. Kako pa ste vi zadovoljni po končni delitvi točke? Tekma je bila res kar infarktna. Pošteno povedano, za vsem na naš tekmi sem zadovoljen. Pomeni, mi smo prišli tekmo delati, gradili smo jo od prve do zadnje minute. Nažalost je Koper bil na koncu zelo srečen, kar se tiče tega zadetka v zadnji minuti, ampak ko pogledam vse skupaj, moram biti nezadovoljen. Tekma nekako, dejali ste že sami, imate tudi načrt B, če gre neka tekma v neko drugo smer. Na koncu se je zdelo, da ste ga uporabili. 3 menjave, takoj po doseženem zadetku Kopra. Je bilo to tisti vaš odgovor, ki ste ga nekako tudi pričakovali? Tako sem rekel že prej, mi tekmo gradimo. Vsako tekmo poskušamo graditi od prve do zadnje minute z vrnitvijo nekih igralcev, predvsem mislim tukaj Bobičanca, smo začeli zadeve obračati v našo smer. Pomeni, da je zadeva bila v tisto smer peljana, kjer smo se želeli in v vsakem primeru smo prišli od tega, kar smo hoteli. Se pravi, nogomet je pa zaradi tega ravno zanimiv, ker ti ponudi marsikdaj kaj nepredvidljivega. Glave so še vroče, morda še ni čas za analize, ampak kako ste zadovoljni s tem jesenskim delom sezone? Zagotovo korak naprej, kar se tiče Mure v evropskem smislu in tudi na domačih zelenicah nekaj zelo dobrih tekm. Bi vas mogel popraviti, mislim, da smo imeli mi odlično leto, ne samo pol sezono. In korak naprej ne Mure, ampak slovenskega nogometa. In tukaj, če smo mi v tem segmentu dominirali, ker če pogledamo samo danes, Koper je igral danes 22 tekmo, mi pa 34 tekmo in od Kopera igralci so ležali na tleh in so jih lovili krči. Pomeni, da smo v tem segmentu odlični, da smo odigrali ogromno dobrih tekm, tako da se ne morem strinjati z vami, da smo igrali samo par in zelo sem ponosen na fante, kar sem tudi povedal jaz in strokovno vodstvo in cel klub, ker takšno leto, ki ga je Mura letos predstavila svojim navijačem in celi slovenskemu nogometu, smo lahko vsi ponosni. Najlepša hvala in vesele praznike v imenu Sportkluba. Hvala tudi vam.
volje in želje danes ni manjkalo, včasih si v nogometu za to nagrajen, se strinjate? Ja, res je, pač ok, nagrajeni smo bili s piko. Mi smo si želeli zmagati, mislim, da smo si danes zaslužili zmago, ampak na koncu pač, kot ste rekel, nas ni nekaj nagradilo za 3 pike, ampak moramo biti zadovoljni tudi s piko in iti na odmor z dvignjeno glavo. Tale tekma med Koprom in Muro je zaključila jesenski del sezone. Se strinjate, da je bila pravzaprav dobra reklama tudi za celoten slovenski nogomet, dinamično srečanje, veliko priložnosti, res ena dobra tekma? No, super, da ste videli tako, meni je v ponošče tako in mislim, da smo res danes prikazali eno tako zrelo tekmo, evropski nivo, kot ste rekel, tako da nič slovenski nogomet napreduje in to je Mura tudi dokazala, da se da narediti velike stvari in jaz jim lahko samo od srca čestitam in to je neko vodilo za vse ostale klube, da moramo stremeti k temu, da v nogometu je vse mogoče, tako da nič, gremo trenirati in čim bolj se pripraviti za naslednji del. Najlepša hvala in uspešno nadaljevanje sezone. Hvala. Ja, lepo zdrav v moji družbi, Luka Bobičanec. Kar precej ste dodali, ko ste vstopili v igro, 3 rezervisti. Na koncu delitev točk, kako ste vi videli tole tekmo? Ja, mislim, dosti težka tekma, vemo kaj pomeni gostovanje v Kopru. Izjemno dober nasprotnik, izjemno dobra tekma, prvi polčas ni toliko, drugi polčas se malo to vse skupaj odprlo, ampak mislim na koncu koncev, kak je bilo, dobimo ta zadetek v koncu, tekma že gotova, mi dobimo ta gol, mislim, ni pametno od nas, ampak kaj ćemo, vzeli smo piko, smo neporaženi in gremo na odmor. Po dolgi poškodbi, kako pomembno je, da ste se vrnili zdaj zadetkom, verjetno to za vas res lepa spodbuda za naprej? Pa ja, sigurno, meni je sigurno spodbuda, ker sem igral te zadnje 2 tekme, da se vrnem v ta ritem, da vidim, da nimam težave, da sem poškodov ostal iza sebe in zdaj nadaljujem v tistem ritmu. Najlepša hvala in prijeten dopust najprej. Hvala.